Hočete še malo muske, a ne? A je res? Zdaj vam bo pa eno pesem odpela en prvi glasov slovenske estrade. Samo za vas na oder prihaja Nuša Derenda. Nuša pridi, Nuša pridi, Nuša pridi, Nuša zapoj, Nuša zapoj. Kje smo Slovenci? Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravljamo te srca in srečni tu smo. Slovenija, naj tebi pesem poje, ne išči sreče drugod, kot le doma.
samo še eno stvar vam moram povedati. Enega prijatelja imam, pa igra v filmu Košarkar naj bo. Dajte sam na hiter pozdrav, prosim, Vlada Bizovičarja. Vlado, prid gor, prosim. Temeljeno. Dajem karte. Vsak, ki pride s tole ško, bo dobil 4 karte za košarkar naj bo šampioni! Hvala, Lado. Dragi moji, zelo blizu smo. Dober večer, Ljubljana, dober večer, Kongresni trg, daj da vas slišimo, kako glasni ste. Dober večer, Ljubljana, dober večer, Kongresni trg, zdaj pa zares, da vas slišimo, kako glasni ste. Fantje, ki jih čakate, počasi prihajajo na Kongresni trg, se že vozijo z avtobusom, videli ste, kako so pristali na vrniškem letališču. Še zelo malo nas loči, da se nam bodo pridružili tule na odru. Ampak niso še prišli, zato bomo na naše zlate fante še malo počakali. Vam pa čakati z dobro zabavo ni treba. Baza!
hitre kamen, hitrega odštevamo zadnje minute. Ampak pazi zdaj, ne, pazi zdaj. Še en sample imamo za naše košarkaše, še tole se moramo naučiti, pa smo ga pa zmagali. Pazi zdaj to. Visoko in na glas skočimo. Pazi zdaj. Ne še zdaj, pazi. Še bolj na glas. Koš! Ajde, pazi zdaj Slovenija, kar kam poznamo, tole pa najnovejša priredba Korija. Padla je Poljska, padla je Finska, padla je tudi Grčija. Ajde Islandija, dobro si fajtala, ni mogla nas zajebat. Francija, ni pomembno kdo je na drugi strani, mi gremo dalje. Pazi Slovenci, gremo vse do zlate medalje. Res se cela Turčija, zna je tukaj Slovenija. Od Luka pa do Nogija, zadevajo sina. Koš, koš, res se cela Turčija, na tribunah je množica. Skače vse do neba, Zrkičko damo. Koš, koš. Slovenke in Slovenci, ta tekma je odločena. Slovenija bo evropski košarkarski prvak, Slovenija bo v vrhu košarkarske Evrope. Padla je Poljska, padla je Finska, padla je tudi Latvija. Ajde Španija, dobro si fajtala, ni mogla nas zajebat. Srbija, ni pomembno kdo je na drugi strani, mi gremo dalje. Pazi Slovenci, gremo vse do zlate medalje. Res se cela Turčija, zna je tukaj Slovenija. Od Luka pa do Nogija, zadevajo sina. Koš, koš, res se cela Turčija, na tribunah je množica. Skače vse do neba, Zrkičko damo. Koš. In Slovenija evropski prvak. Še mal, še mal. Ajde, Kongresni trg, gremo tja, kjer ga danes primanjkuje sonca, ampak vseeno. Jaz ne moram več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hotel tebe imeti. Joj, kako ste lušni, joj, kako ste lušni. Dajte sami sebi en aplauz. Dajte sami sebi en aplauz. Pa še eno vprašanje imam za vas. A dežuje? Zakaj ne? Zato, ker ne bo joka od sreče. Zdaj pa samo malo. Če hočete gledati v srce, dajmo uporabiti to besedno zvezo, če se nam je že tako lepo ponudila. Verjamem, da ste vsi spremljali Evropsko prvenstvo v košarki, je res? Potem tudi veste, da je naša ekipa delala zelo trdo. In dva člana te ekipe sta se, v to sem prepričan, močno zasidrala v vaša športno navijaška in v tem trenutku zelo odprta srca. Prosim vas, lepo pozdravite Sanjo Modrić in Sašo Dončića.
Ok, Sanja, pridi. Nisi veliko napovedovala, za razliko od svojega kolega si pa veliko delala. Dej, zaupaj nam. A imaš polno kapo počasi vsega? Kaj je Slovenija? No, to vem. Ne! Ob takih rezultatih, ob taki reprezentaciji ne moreš imeti polno kapo vsega. Ok, umikam vprašanje. Saša, nihče te ni provociral, nihče. Ja, saj sem jaz vedel mnogo pred vami, da je on kralj ljudskih src, ker še predtem je bil kralj mojega srca. Saša, nihče te ni silil. Očitno si sam v sebi začutil, da moraš napovedovati velike stvari. Odkje ta motivacija, odkje ta prepričanost, da na koncu ne boš zmešal sebe, čeprav vem, da ti je vseeno? Mene so prepričali, se opravičujem na glasu, ko smo ga žurali, zadnje čase proslavljal. Zasluženo. Bi pa rad povedal, da so res mene unih 12 fantov, ko so teh videl na igrišču, trenerji, strokovni štab, zdravniki, fizioterapeuti, vodstvo KZS-ja v to prepričali že na začetku teh priprav. Res so bili dobri, res so skupaj držali in zato pa so prvaki Evrope. Ok, samo malo, zdaj moramo biti pa malo džentlmeni, lepo prosim, Sanja. Vrneš mikrofon, končno. Pa celo prvenstvo si že daje ta mikrofon, ta se malo slabo sliši, zdaj ga bom kar zdaj malo sam prevzel. Sanja, zdaj pa ti prevzemi mikrofon in prečrtaj svojo novinarsko profesionalnost in nam daj obris svojih čustev. Počasi mi že zmanjkuje besed, ker to, kar se je dogajalo tam, je v primerjavi s tem, kar vidimo tukaj, nič. Mi smo bili tam... ki so igrali fenomenalno, ki so nas na vsakem koraku delali ponosne. Potem smo bili ponosni na tistih 6-7 tisoč navijačev, ki so prišli, čeprav verjamem, da ni bilo enostavno se finančno, časovno, kakorkoli organizirati v zadnjem trenutku, ampak potem pristanemo in zagledamo najprej norišnico na letališču in si misliš, boljše od tega ne more. In potem vidimo tole. Hvala Slovenija! Kaj se vse vidi iz tega odra, najlepša vam hvala za tole kuliso. Lahko vam jamčim, da se bomo vsi tole zelo dobro zapomnili, a tisti, ki jim bo to najbolj pomembno, počasi še pridejo. Lahko vam povem, da so ravno kar prečkali Šentviški predor, a moramo da kdo ve, kje je Šentviški predor. Lahko pa imate vmes še manjšo uro geografije, če vam je tega zmanjkalo. En velik aplavz za našo ekipo, ki je delala po svojih najboljših močeh.
naslov, pazi zdaj. Malo še, ajde! Podala si mi svojo dlan, ustvarjeno iz mojih sanj, a pridno jutro se zbudi, odhajaš v tremi. Poljubila si svoj čas, a vem, da zame je obraz, le tvoj, ki zbuja mi strasti, poji me nižnosti. Malo, malo, malo še, malo, malo moja le, pusti, da povedam vse, kar si srci želi. Malo, malo, malo še, malo, malo moja le, vem, da je usvojeno, skupaj nama lepše bo, čaka naju raj. Ajde, gremo Kongresni trg! Prebujem se še vidno sam, od tebe bolj in bolj pijam, ker se po tebi še diši, le tebe ni in ni. Poljubila si svoj čas, a vem, da zame je obraz, le tvoj, ki zbuja mi strasti, objim me nižnosti. Malo, malo, malo še, malo, malo moja le, pusti, da povedam vse, kar si srci želi. Malo, malo, malo še, malo, malo moja le, vem, da je usvojeno, skupaj nama lepše bo, čaka naju raj. Malo, malo, malo še, malo, malo moja le, vem, da je usvojeno, skupaj nama lepše. Malo še. Cela Slovenija je danes na Kongresnem trgu z Primorske, Dolenjske, Štajerske, Primorske. Je tako med njimi pa tudi kakšen vesel Ribančan! Svoj zapustil, žel sem svet, moj oče in moj praded. Ribački puščaj, Mijevo grad, misli domača, ribaška vas. Sužam zdaj hodim, kjer živim, riskam moje se več ne bojim. In besedno ljubezni živim, za meni je vroča ribaška. Pazi zdaj Kongresni trg zapoje! Skaj zapoje, stiska s teboj, od nekoč sem doma. Se še spomniš, mamica, zdaj zapil sem na glas, da je čula sama. Zdaj vesel, ko sem Ribančan, veselo moje noč in dan.
še 40 sekund. In bodo fantje prve! Krasni ste, krasni ste. Dobro nam gre, dobro nam gre. Če hočete ravno vedeti, danes je padel rekord obiskanosti na Kongresnem trgu. Morda vas je 20,000, samo če se res zaberete, vas je koliko? A vam lahko nekaj zaupam? Vsi ste gledali televizijske prenose, vsi ste videli, da so na tribunah fantje razvili ogromno slovensko zastavo. Ti fantje so zdaj tu, med sabo jih boste spoznali, fantje samo prosijo, da jim pomagate to zastavo razpreti še na tem prekrasnem prizorišču. Boste pomagali, ne? Seveda. Pa naredite to ob navijaški himni, ki vam jo bo zdaj znova zaigral ansambel Kingston. Ajde, društvo, da još jedan plan za Kingstone! Yo, con Radio Kingston, una música especial más caliente, Raga FM. Igramo! Slavija! Donde skače Nislavec! Donde skače Nislavec! Donde skače Nislavec! Donde skače Nislavec! Ale, 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 Slovenija je pod rock and roll. Ale, 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 za Slovenija razbija nam srce.
gre. Poizkusimo za generalko. Kdor ne skače ni Slovenc. Pa malo hitreje. Pa še malo hitreje. Pa še malo hitreje. In še enkrat. Imamo posebne goste, imenujejo se največji sinovi slovenskega športnega naroda. Slovenska košarkarska reprezentanca, evropski prvak. Dragi moji, samo trenutek, pa obljubim, da to ne bo nič pokvarjalo vzdušja. Ta zmaga je seveda odprla na veliko naša čustvena vrata, ampak to je tako velik dosežek, da preprosto brez primerne procedure ne gre in niti nočemo, da gre. Zato bi vas za začetek, preden se popolnoma prepustimo tistemu, kar nas čaka, pozdravite našo ministrico Majo Makovec-Brenčič, ki ima za naše košarkarje prav posebno darilo. Prosim. Izvolite. Dragi fantje, draga ekipa, povezali ste Slovenijo, povezali ste košarko z navijači, z vsemi nami, ki smo kar ne prespali kakšno noč, kaj ne. In za nagrado lahko danes povem, Gogi me je vprašal, ministrica, bo kaj penzije? Bo penzija, ampak najprej pa osvojena nagrada in dodajo vam k nagradi 50.000 evrov za to, kar ste naredili za Slovenijo, za to, kar ste naredili za vse nas. Hvala vam iskreno, ampak Gogi, penzije še dolgo ne bo, kajti osvajali boste še kakšno zlato. Velja? Super ste, hvala vam, res.
Počasi se bomo tudi že kaj lepega pogovorili, ampak še predtem človek, ki je dal tale prostor, da se danes lahko tu zabavamo in mu pripadajo uvodne besede, preden se pridružimo, preden se začnemo pogovarjati s košarkarji, naš župan Zoran Janković. Jaz sem gor napisal na tem zmaju, ki se smeji in je tako poguben, kot fantje. Zlati v srcih, zlati v Evropi. Čestitke, šampioni. Hvala vsem 20.000, ki ste prišli in sem obljubil takrat pir, 3000 litrov pira je brezplačno, pivarna Union. Živeli za naše fante! Ok, veliko ste že plesali, veste koliko časa ste že tle, moj bog, od 5 popoldne, se bož da sploh ne vejo. Malo se bomo pogovarjali, res, se vem, da boste vreščali zraven, ampak probite umirjati vaša srca, vse so vam zdijala v zadnjem času. Najprej je treba začeti na začetku. To šampionsko reprezentanco je moral nekdo sestaviti iz ideje dalje. Zato prosim, Matej Erjavec in Rašo Nesterović, stopita naprej. Rašo. Prvi si bil, ki je to idejo vzel za pravo in me resno zanima, a si ta potencial čutil vnaprej, a te je kaj požgečkal po trebuhu, da bi to mogoče lahko izpadla dobitna kombinacija? Ja, sigurno, no, v bistvu, rad bi se na te tukaj zahvalil, predvsem Vladi, Perotu, pa vsem, ki so nam pomagali spremembo tega zakona, da smo lahko naturalizirali našega Tončka tukaj. Tone, 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 Tone. 3, 4, babe! Še enkrat! 3, 4! Matej, potem je pa moral šef to sprejeti, ne? A so bili kakšni dvomi? Iskreno? Ne. A res ne? Res ne. Danes smo obnavljali zgodbo, kako se je cela zgodba začela. Ni bilo dvomov, res ne. Ampak bi si upal trditi, ne, da ena taka energija ne more rast postopoma, je morala iskrica preskočiti dokaj hitro. Kaj ne rečem, s tem velikanom se poznava približno 30 let. To je ta energija. To je to. Vsa čast, res, vsa čast obema. Vi se sploh ne zavedate, kako pomembne odločitve sta ta dva sprejemala. Strokovni štab. Igor. Jale. Rado. Saško. Vsi. Ja, ste zaljubljeni v Igorja Kokoškova, jaz tudi.
Ampak a lahko samo nekaj? A vam lahko zaupam, kje sem začutil neverjetno toplino pri srcu? Ko si je Jaka Lakovič nadel zlato medaljo sam s svojimi mislimi in hodil po igrišču z njo okoli, so se mi utrnile solze. A lahko prosim, Jaki Lakoviču vsi zaskandiramo, ker je vse dal za to reprezentanco, vse! Sami kralji. Medicine nobene ne pozna boljš, noben ni mladincev ustrojil boljš, na Slovanu noben ni boljš igral, pa če bi imel kakšen centimeter više, bi danes ali pa zanj že zraven stal Saško Sekulič in potem Igor. Igore, malo ćemo se šalimo, ali samo malo. Ja ne znam da li ste vi svesni da ste odavno preuzeli primat prve kamene face interneta, a pobedili ste Stevena Seagala, samo to mislim. Oni vas jako vole. To je obraz zmagovalca. Zdaj pa, če temu rečete kamena faca, pa tudi po lastnem prepričanju, kakorkoli. Igore, ajmo sada malo ozbiljnije. Ovaj put je počeo, znači, pre negdje godinu dana, kad su ovi svi takozvani veliki momki igrali razne turnire, predkvalifikacione za olimpijske igre. Vi ste radili protiv Kosova, protiv Bugarske, protiv Ukrajine. Taj put se pre neki dan završio. Pa kakav je to put za vas? Ako možete to da ubacite u neke 2-3 rečenice. Htio bih sve da vas pozdravim. Hvala vam što ste došli večeras. Ovo je velika pobjeda svih vas. Velika pobjeda ovih momaka koji su vredno radili. Ja nisam obećao da ćemo biti ovde, nisam obećao da ćemo doneti zlato. Obećao sam vam da ćemo da ćemo radno raditi i da ćemo dati sve od sebe da svaku utakmicu koju igramo da pobedimo. Budite ponosni na ove momke, na kako su reprezentovali slovenačku košarku i vas sve. Od prvog dana, pitali ste me za prošlu godinu, od prvog treninga do evo posljednje utakmice u kojoj smo igrali sinoć, zaista za mene je bilo zadovoljstvo da radim s ovim momcima, koliko profesionalno su prišli ovom radu i s koliko entuzijazma. Budite ponosni na njih kao što sam i ja, na stručni štab, na ljude u Savezu, Radoslav Nesterović, Erivec i ljudi koji su verovali i oni su od početka govorili za zlato. Mi smo rekli da ćemo raditi hrabro. Hvala vam. Ovo je velika pobeda. Moja želja je da ovi mladi klinci da počnu da igraju košarku, da zamene Dragića i Vidmara i da uskoro vidimo neke nove slovenačke klince da igraju košarku. Ovo je velika pobeda za slovenačku košarku. Hvala vam. Mali
Slovenci začeli igrati košarko in domestili vse te naše junake, to je bilo veliko potovanje. Če bi pa moral res na hitro prevesti, vse, kar je povedal, bi pa povedal samo to, najboljši prevod. Ja, Slovenija je evropski prvak. Hvala vam, nismo še končali. Vsakega reprezentanta bomo zdaj povabili in ga spomnili. Malo smo si zamislili, da bi stvar naredili humorno, pa mogoče, da ne bi se obmetavali s floskolami, kdo je kaj dal, pa kdo ni. Pa bi se mogoče sam enih detajlov spomnili. Pa da ne bomo delali diskriminacije, bomo šli, ne MVP prije na koncu, tako lahko nekaj skandirati. Bomo šli po vrsti po rosterju in začeli bomo s številko 0. Anthony Randolph, ladies and gentlemen. Look there. Anthony. I mean, you're such a nice guy. What would have happened if Porzingis actually accepted your little dance in the parking lot invitation? Stevie. Bye-bye. Dones casa Nisela. Hey. Dones casa Nisela. Hey. Just one more thing, Anthony. This is obviously a new thing for you. Could you have ever imagined that this would have evolved in this way that it has? No, never. Honestly, since Goran and Rasa came to meet me in Real Madrid to kind of convince me to come play for the national team, I mean, I honestly thought they were crazy. But I thank God that I actually took this opportunity to come and play with the national team with these great group of guys, the coaches, everybody. You guys, you welcomed me with open arms, and I'm glad that we were able to bring back the gold. You know, we made history. It's something that I'll remember for the rest of my life. Tony! Was this, I mean, just one more thing. Weren't you supposed to be at your honeymoon, and does this even compare? You're gonna get me in trouble. I'm not gonna answer that, see. Thank you. No answer is the best answer. Zahvaljujem se višjim silam, da mu je dala to priložnost. Zahvaljujem se Goranu Dragiću in še komu, ki je bil uporen, da je prišel v to reprezentanco, v kateri se je rekordno hitro začel počutiti domače. Hvala, Anthony. Gremo dalje. Daj, da vidim, če veste številke. Številka 1 je Matic. Matic, lej, skaj si jo dal. Če slučajno ne veste, to je njegova osnovna okupacija. Od te sezone dalje bo Matic igral v Rusiji, kjer ti želimo veliko sreče, ampak to ni zdaj tema. Ok, nisi igral veliko, to vsi vemo, ampak noben od nas si dejansko ne predstavlja, da bi ta reprezentanca lahko na katerikoli svoj člen gledala bodisi z viška, bodisi z malo rezerve, ker ima manj minutaže. In vsi smo pripričani, da če ne bi bilo inputa od vseh, da se to ne bi zgodilo. A je to najlepši kompliment, ki ga lahko prejmeš v tem trenutku?
Ja, vsekakor. Rad bi se zahvalil vsem navijačem, ki so prišli v Istanbul, vsem, ki so držali z nami doma in gremo vsi, mi Slovenci! Mi Slovenci! Mi Slovenci! Hvala vsem! Številka 6, Aleksej. Aleksej, a te kaj zaskrbeli za gležnje od Fernanda Sanemeterja? Nič. Imamo neke izkušnje z gležnji v zadnjem času. Ne, resno. Kako je živeti z občutkom, da si uspel v nečem, kar marsikdo, če ne večina košarkarjev ne bi, to pa je v ključnih trenutkih nadomestiti nenadomestljivega? Nisem kaj dosti razmišljal, enostavno, ko vidiš navijače, ki so prišli v Istanbul, pa vsi ostali, ko veš, da cela Slovenija te gleda, enostavno daješ svoj maksimum in rezultat pride in evo, zlata. O, je prišel, hvala lepa, Aleksej, kako je prišel. Sare, številka 7, Klemen! Prosim, fališ en prosti met za foro. Saša Đorđević je pred tvoje ime postavil ključ, ker si bil ključen v njegovi glavi, ključen igralec tekme. Izpadal je, mislim, to je izpadlo, erotno. Tvoji občutki po predstavi karijere? Ja, prvo, hvala vsem. 3-4 babe. Ne. Ja, sigurno, bom rekel, mislim, da predstava vseh nas, življenjska. In mogoče pred mojim imenom ključ, ampak zato so zadolženi vsi ti tukaj od prvega do zadnjega. Tako kot sem že novinarjem povedal, pozabljajo na Nikoličevo ukradeno žogo, Jakatovo izjemno obrambo nad Bogdanom. Antoni, ki smo mu dali žogo v roke, enostavno je ni mogel zgrešiti. Gapi, ki se je metal na glavo, in vsi ostali fantje, ki smo, bom rekel, probali nekako nadomestiti Luko in Gorana. In enostavno, ko smo videli, da so naši navijači naredili, bom rekel, prevlado nad srbskimi ob igrišču, si nismo mogli dovoliti, da izgubimo mi na igrišču. Klemen Prepelić! Številka 8, Edo Morić! Za začetek, kako je bilo pa to rokco čutiti na vratu? Ja, kar težka je, no. Se zato, ker je težka? Ja. Manj je 30 kg več kot jaz, ampak sem se boril. Edo, ne moremo te izuzeti iz vrhunskih predstav, ki si jih pokazal na tem prvenstvu. In kaj boš največ odnesel od vsega, če damo ta ekipni in vso to ljubezen, ki se je porodila stran? A imaš občutek, da si napredoval kot igralec, kot človek? To me toliko ne zanima. No. Jaz edino, kar me zanima v teh 2 mesecih, v bistvu v 2 letih, kar smo naredili, je to, da smo se s fanti res povezali, da smo postali kot bratje.
in z igralci, in s stafom, in z vsemi, ki so bili obkroženi z nami, tako da oni bojo sigurno vedno zapisani v mojem srcu kot enih najboljših in to mi bo res za skozi ostalo v mojem srcu, v moji glavi do konca življenja. No. Hvala. Brother, there's an endless road to rediscover. Kakšne kremšnite, kdo bo še zaradi tega na Bled hodil? Jaz si bom dobil, da sem blejso. Dej pogledaj nekaj. Tale situacija. Pazi, mlatneš Gasola po hrtu, priznaš osebno napako. In pol gre iz tega v... Ampak noro, a ti lahko dam en resen kompliment, lepo prosim. Na začetku drugega polčasa v finalni tekmi proti Srbiji morda mnogi opazili, da ni bilo več tega nasmeška. In potem pride v igro Jaka Blažič z nasmeškom. Sej. In reče, a lahko prosim žogo, a lahko prosim 2 predriblam pa zadanem, a ja pa to ni dost, a lahko prosim še enkrat 2 predriblam pa še enkrat zadanem, a ja pa še to ni dost, a me lahko prosim pošljete izvajati proste mete, ker vam bom vsazga zadev. Sram me, ne me tako hvalite. Ljudje, nekaj vam moram povedati. Vse to je normalno. Ne vem, zakaj ste tako presenečeni, mi smo to vedeli že od začetka. Ne, ampak vesel sem, ponosen, da sem Slovenec in da lahko danes delimo tole z vami. Hvala. Hvala, Dek. A veste, bratje, ki se imajo med seboj radi, ne marajo, da govorijo o sebi. To bo pač treba razumeti, ampak naša rubrika bo morala iti vseeno naprej. Številka 10. Sej ni, no, 14. A lahko prosim prije Gašper Vidmar naprej? Dajmo si sam pogledati tale obraz. A veste, kaj je Gazeta Delo Sport danes zapisala za Gašperja Vidmarja? Morda ti veš. Veš, kaj sem rekel? Če je slučajno kdaj, ja, to je ta obraz, to je ta obraz! Zapisali so, če bi zemljo kdaj zasedli nezemljani, si želimo, da nas varuje Gašper Vidmar. Po mnogih prvi center prvenstva, po mnogih nepogrešljivih delov naše reprezentance, koliko si se pomladil ob vsem tem? Ja, s temi fani, kar res super so, pač počutim se, ker sem 22 let star. Ja, ampak nisi. Ampak a veš, kako vemo? Zaradi tega, ker vemo, da je Gašper na tekmi Španijo praznoval rojstni dan, kar pomeni, da vse najboljše za te. Bratje ti pojejo zadnji. Vse najboljše za te. Zagi! Saša Zagorac. Dajmo ga vsi skupaj vprašati, na kateri tekmi je bil v zadnjih minutah finala. A smem predpostavljati, to vse skupaj je tako noro in tako nepopisno in tako nepozabno, da včasih človek ostane prazen in brez besed takrat, ko morda pričakuje v sebi največjo euforijo. Po moje sem tukaj razmišljal o tem, da gremo počasi domov.
to pa ni bila glih moja želja. Hotel sem ostati še malo dlje s temi fanti, ker res te 2 meseca, ki smo preživeli skupaj, mislim, da smo se tako povezali, da bo to ostalo za celo življenje. A veste, kaj to pomeni, kaj nekdo reče za celo življenje? To se ne reče kar tako. Najlepša hvala, Saša Zagorac. Tistih 5 točk. A ja, samo še to. Sjajna reakcija, priješ na tekmo, ne gre ti najboljš. Imaš občutek, da si povzročil nekaj, čeprav ti noben tega ni zameril. In potem naslednjo tekmo prideš in daš 5 najpomembnejših možnih točk. To pomeni, da ne samo, da sam verjameš vase, ampak da vsi okoli tebe verjamejo vate. Lepo je gledati. Pa ne sam to 5 pik gor ali dol, ampak kdo je zjutri Vidmarju za rojsten dan kilsko kračo prinesel že za zajtrk. Žiga Dimec! Dajmo tako reči, najprej si probal 1-1 v napadu, proti Bobiju pa ni šlo, ne? Po si v obrambi mu eno prilepil, tega sicer zdaj ne vidimo, ampak ob tej sliki bi te vprašal, ako igraš pick and roll proti Špancem in ti Aleksej Nikolić poda izvrstno podajo in potem imaš prosto pot do koša mimo vseh opevanih gasolov, aj to je najlepših občutkov tvoje košarkarske karijere? Ja, hitro da je, ne vem, kaj da rečem. Najboljši feeling, da daš koš proti Špancem, ne, kaj da rečem. Zlati Žiga Dimec! Vlatko! Ena stvar, se pravi, Šmic prime žogo, se obrne, ti kriješ soigralca in vidiš, da se je obrne in gre proti košu in si rečeš, zdaj mu bom pa eno prilepil. A si v življenju pričakoval, da bo ta košarkar tako živalsko zabil? Ne, predvsej samozavestno, no, sem šel na banano, tako da, ampak zgleda, da se ni obrestovalo, no. Zgleda, da ima raje kako drugo sadje. Vlatko, ki so ga med tem opazili tudi v severnoameriški profesionalni ligi NBA, Denver Nuggets, če smo natančnejši, hvala ti za vse in veliko napredka še naprej. Ok, hočeš, to je dobro. A veste kam je Luka padel, preden je tlele padel županov, vem, dajmo si pogledati. Kako se boš... Najprej, ujel sem en intervju za grško televizijo, grškemu novinarju, si priskakljal in si mu rekel, ne, en teden, 2 in sem nazaj. Ja, mislim, gležem, kakor vsak gležem, mi košarkarji še vemo, to je enkrat na mesec, to ni panike, 1-2 teden pa sem nazaj. Izbran si v idealno peterko prvenstva, a te je klic presenetil ali si se s to idejo igral, si se zavedal svojih iger, najbrž si se zavedal, da si očaral košarkarski svet,
A te je vseeno presenetilo, ko so te poklicali? Ja, mislim, da me je kar malo presenetilo, no. Glede na kakšni igralci so bili na celem Eurobasketu. Malo me je. A so te une risanke malo, a je bilo to malo odveč zate? To je Goran Dragić povedal na enem intervjuju, ne? Ampak se je malo zlagal. A je res, da si svojim psu dal ime v Nodi? To je bilo pa res po tej risanki, mojemu psu sem dal po tej risanki ime. A to je bilo ful let nazaj, ker si bil še majhen, ali let pa pol? Luka Dončić, najboljši mladi igralec sveta, pa tudi če je, ali pa tudi če ni, za nas pa je največja hvala za vse, za vse. Šamal, prosim, zdaj pa povabil vse tiste, ki so v sencah, ki se ne vidijo, vse fizioterapeute, vse doktorje, ajde vsi na oder, ajde gremo. Ajde, ajde. En aplauz za njih, ajde. Klele je naš Oru, ki je že 10 let čakal, 10 let se je trudil za to medaljo. To je en aplauz za njega. Boš kaj povedal? Rekel bom samo hvala vsem vam danes tukaj, vsem unim, ko so bili v Istanbulu in hvala tem 12 tukaj. In hvala tudi Luki Dončiću, da je prehitil moj scenarij, ampak ker fant šteje 18 let, mu tukaj nekaj preveč zameriti. Zdaj bomo pa nekaj povadili. Mogoče poznate film, mogoče ne, tam se je rekel O Captain, My Captain. A lahko probamo po slovensko? O kapetan, pa vi moj kapetan. O kapetan, o kapetan, o kapetan, o kapetan! Goran! Tri črke, vsi jih poznate. Zaslužil si jih je. 3, 4, zdaj. Malo glasneje, no, halo. Glasneje je bilo v Istanbulu. Midva se ne bova mogla v eni minuti zmeniti, kaj vse je bilo, ampak dajva se malo pošaliti. No. Normalni ljudje si po Facebooku, ko si zadajo izzive, zlivajo ledena vedra na glavo. A vidva sta se pa z Lukatom zmenila, da se bosta malo s tablo podružila. Ja. Že Saša Đorđević je rekel, v Ameriki, ko postaneš prvak, režeš mrežco, Slovenci bi pa mogli tablo vzeti. Tako da,
nažalost nismo najdel ključa 24, da bi lahko vzeli tablo samo, tako da. Niso najdel ključa 24. Goran, cel svet že od samega začetka je bilo jasno, da si mentorstvo nad Luko vzel po eni strani resno, po drugi strani zelo iskreno in celovito. Ker si tak človek, koliko ti to daje nazaj, ko si videl, da je, bom rekel, mali odcvetel? Ja, res je. Jaz se spominjam mojih prvih dneh, takrat, ko je bil Jaka Lakovič meni mentor, tako da bi se mu rad zahvalil. Jale, Jaka, rad te imam. In tudi vsi igralci pred Jakom, hvala vam lepa, da ste nas dali v ta položaj, da mi lahko treniramo košarko, da se lahko borimo za slovenske barve. Lahko smo zelo ponosni, da imamo tak biser tukaj v Sloveniji, kot je Luka Dončić. Tako da Luka z 18 leti je že dokazal, da je pravi lider. Tako da verjamem, da v prihodnosti bo še dosti medalj. Tako kot je Goran z 18 leti dokazal, da lahko tudi Geto ligo igra za Koseze, pa da noben profesionalen klub pravzaprav za to ne ve. Ampak okej, najlepša hvala. Kapetan, moj kapetan, 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 MVP. Noben si ne zasluži tako glasnega skandiranja kot cela slovenska košarkarska reprezentanca, tako da prosim, dajte vse od sebe zdaj. Mi smo te fante nagradili in nagrajevali, kolikor smo jih lahko, s svojim srčnim spodbujanjem, navijanjem, spremljanjem, z vso ljubeznijo, ko smo jo pošiljali vam v Istanbul, še prej na Finsko. Čisto za konec je čas, da vas nagradi še glavni sponzor reprezentance v imenu Telemacha. Na oder zdaj prihaja Ditka Mavčec, preden se potem posvetimo še čisto zadnjemu emotivnemu šusu, pa ne povem, kaj nas čaka. Ditko Mavčec čakamo, prebiti se bo morala, tu je, živijo. Dobar večer. Hvala vsi, da ste prišli, bravo navijači, bravo vsi tisti, ki ste bili v Istanbulu, bravo fantje. Veseli in ponosni smo, da smo lahko sponzor te uspešne, čudovite ekipe. Hvala vam, da lahko imamo naš logotip na vaših dresih. Za malo pozornost in zahvalo vam dajemo mala darila, s katerim boste lahko še naprej v kontaktu z nami. Vsak si bo lahko izbral telefon in tako naprej. Kot nagrado, razen tega smo vam naredili en plakat, da boste imeli v večnem spominu svoje utrinke iz vsake tekme, katero ste odigrali na Evropskem prvenstvu. Bravo, hvala! Če bi jih videli zdaj v oči, bi jim videli v dušo.
Ok. Prej sem vam povedal, da nas čaka še nekaj zelo čustvenega. Skupaj bomo sodelovali v tem, kar sledi. To pesem poznate vsi. Napisal jo je tudi en velik sin slovenskega naroda. Takrat si ni predstavljal, sam če bi bil živ, bi zavrtel žogo na prstu in zapel z nami. Prosim. Sanja pridi, Sanja Modrič. Obiskovalcem, gledalcem in vsem tistim, ki mi kulijo lase. Hvala, ker ste prišli, hvala, ker ste spremljali in hvala, ker ste se ponovno zaljubili v slovensko košarko. Nasvidenje! Predvsem pa, kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, hej! Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, hej! Kdor ne skače, ni Slovenc. Hej, hej, hej! Hvala Slovenijo! Hvala lepa, lahko noč in srečno življenje naprej.
še en velik aplauz za naše košarkarske evropske prvake. Evo, jaz sem tudi brez glasu. Ja, to so naši šampioni. Zdaj bi prosil dva fanta od reprezentance, da vzameta skero in odpreta Unionov sodček piva. Tukaj na odru.
Ajde, še.